Zadnja generacija gojitvene oblike ozkega vretena je modificirana v tako imenovano zelo visoko ozko vreteno. To pa pomeni, da so gostote dreves večje, več kot 3500, od 3500, 4000 do 5500 dreves po hektar. Sistem visokega, zelo ozkega, vitkega vretena se je začel intenzivneje razvijati in saditi v 90-ih letih prejšnjega tisočletja, ravno z namenom povečanja hektarskega donosa in predvsem kakovosti. Kajti vse raziskave so pokazale, da je kakovost, trpežnost pridelka vseh sort jabolk v hladilnicah in kasneje na policah zagotovljena le, če so plodovi se razvili največ do pol metra proč od debla. Zato je že vzgojna rez in vse kasneje rezi v rodnosti podrejena tem zahtevam rednih, visokih, kakovostnih pridelkov, ki imajo sposobnost 6 pa tudi do 8 mesecev skladiščenja v sodobnih hladilnicah z ULO tehnikami. Ker je večina nasadov pokritih z protitočnimi mrežami črne barve, je osvetlitev najmanj 10 pa tudi do 30% slabša v vseh predelih krošenj dreves, zato se je ta gojitvena oblika zelo ozkega, vitkega vretena razširila do take mere, da klasičnega ozkega vretena tako rekoč v novih nasadih več ne postavljamo. Je pa zahteva te modificirane ožje oblike pri zimski rezi precej zahtevnejša. Od sadjarja zahteva znanje, ti sistemi ne prenašajo strojne rezi, kajti še vedno je to tridimenzionalna gojitvena oblika, to je še vedno vreteno. In izkazalo se je pri vseh poizkusih, tako rekoč pri vseh sortah, da strojna rez preveč oslabi vitalno rast. Zgodi se ravno obratno. Vsi poganjki intenzivno odženejo, vendar z zelo slabimi in kratkimi brstikami, ki pa običajno celo ne naredijo cvetnega brsta ali pa naredijo cvetni brst izredno slabe kakovosti in zaradi tega je potem tudi pridelek izredno slab in v nasadih, ki so rezani od 3., 4. leta dalje, ko dosežejo polni rodni volumen, strojno je v povprečju izplen prvega razreda le 30%. Pridelki so res visoki, lahko so tudi 80 in več ton, ampak prvega razreda je izredno malo. Tako da je zdaj že povsem jasno, da če hočemo pridelovati jabolka namizne kakovosti, nam ostaja kot glavna rez ročna zimska rez. Ker je pa zimska rez posebej ročna zelo naporna, kljub modernizacija, kar se tiče baterijskih in raznih drugih škarij, je ta koncept tako imenovane zimske rezi ročne na klik se zelo intenzivno razvijal, kajti res na klik pomeni, da sadjar vsako leto reže samo enoletni prirast. Se pravi, to, kar je v letu 2020 zraslo, to bomo v letu 2021 rezali. In to velja predvsem za vse 3 leta vzgojne rezi, da tako rekoč z rezjo v takem konceptu ne posegamo v rodni volumen bilo kakega starega lesa. Zelo pomembno je, da je pri knip sadiki spodnje konkurenčne veje 1 decimeter nad rezom knipa, da so odstranjene, kajti tu si nikoli ne želimo poganjkov niti nerodnosti, kajti spodaj je herbicidni pas in te veje pridejo odstranjene. To je zelo pomembno, če na to pozabimo, so te veje potem v kasnejših letih do take mere konkurenčne, da v zgornjem delu drevo slabše napreduje. Ostale veje pa po principu rezi na klik
prikrajšamo, če so tanke 3 do 4-5 mm premera, kot v tem primeru, na dolžino malih škarij. In vidite, tako rekoč po celem provodniku, ne. V vrhnjem delu pa je izredno pomembno, kajti mi moramo končno višino tega drevesa doseči v 3. letu, moramo pa odstraniti vse konkurenčne poganke, najmanj v dolžini malih škar na krajše čepke. Tako da dobimo 20, 40, 60 cm prostega provodnika. Tako obrezana sadika sorte Breberen bo dala v letu 2021 tudi lahko 3 plodove, ne? Več pa niti ne potrebujemo. V letu 2022 pa bo po taki vzgojni rezi na teh drevesih povprečen pridelek sigurno 3 do 4 kilograme. Zelo pomembno je, da v tem konceptu zelo visokega ozkega vretena ne prikrajšujemo v našem klimatu vrha. Tudi če je sadika bolj šibka. Zato, ker že na začetku spremenimo ravnovesje med rastjo in rodnostjo. To je izredno pomembno. Prikrajšavo vrhov delajo v tistih sadjarskih okoliših, kjer imajo 500 mm padavin in manj, kljub temu, da namakajo. Ne? To je potrebno vedeti. Naravne padavine se drugače odraža rast in rodnost, kot pri dodatnem namakanju. In to je treba vedno upoštevati. Ne? Se pravi, vidite, 20, 40, 60, ta je pa definitivno prekonkurenčna. Vidite, bolj je debel poganjek, 1, 2, 3 na 4 očesa se odreže ta reznik. Tukaj vidite, je že bilo narejeno v preteklosti, zdaj samo ponovim. Zato, ker je bila taka močna vegetacija, da je zadeva taka in tu v tem primeru se samo spiček odreže, nič drugega. Ne? Ampak vidite, ta je že skoraj takšen, kot bi si ga mi želeli, ne? Ampak mi smo se odločili, ker ni dosti cvetnega nastavka, da bomo te rogovilčke puščali, zato da bi le ta cvetel, ne, da bomo tu dobili nekaj pridelka, ne, ker vidite tu v spodnjem delu, ne, tako rekoč zelo, zelo malo in še nekaj, kar kaže, da bo, je hudo, bom rekla, cvetni brst nižjega ranga kakovosti in ob manjših pozebah že taki cvetni brsti tako rekoč ne dajo takega pridelka, kot bi si mi želeli. Ne. In ravno zaradi postavitve protitočnih mrež se je gojitvena oblika klasičnega ozkega vretena mogla modificirati. In sicer se je od leta, v 90-ih letih prejšnjega tisočletja ta intenzifikacija najbolj začela. Zakaj? Ker takrat smo začeli postavljati prve protitočne mreže. In te protitočne mreže pa da varujejo pred točo, istočasno pa negativno vplivajo, povzročajo zasenčitev. Do 30% manj sončnih ur, odvisno kako je leto. In v preteklem letu 2020 in zdaj imamo definitivno zaradi obilice padavin in nizke oblačnosti 30% manj sončnih ur. In seveda temu primerno se je mogla klasično ozko vreteno prirediti in danes smo v tako imenovani destinaciji visokega, zelo ozkega vretena. To pa pomeni, da so drevesa višja, 3 do 3,5 metra in ožja. In da so vsi rodni nosilci porazdeljeni enakomerno v spirali od 50-60 cm od tal, pa vse do tam nekje slabe 3 metra višine. In na koncu je arhitektura na izgled podobna zelo ozkemu stožcu. Zelo pomembno je,
v tej gojitveni obliki, kjer je tudi gostota dreves večja, tako kot sem omenila, zaradi utrujenih tal, kajti pridelki pa ne smejo padati, ker drugače ni ekonomike. Ekonomika danes v našem pridelovalnem prostoru je nekje 50 ton, tako rekoč obvezna, da pokrije proizvodne stroške in da sadjarju tudi ostane za naprejšnje, da tako rečem, življenje, reprodukcijo. Pri 50 tonah ne ostane nič za nove investicije. Se pravi, nasadi zadnje generacije morajo imeti v povprečju pridelke 50 ton, to pa pomeni, da morajo najboljši nasadi imeti 55, 60, 65 ton. To je zdaj čist ekonomski parameter, ki ga sadjar more v svoji pridelavi in v svojih tehnologijah izpolniti, da je konkurenčen na trgu. Na kmetiji Grmek so za to obnovo v bistvu naredili ravno to spremembo, da so iz klasičnega ozkega vretena nasad zasnovali na zelo ozko, visoko vreteno. In že zdaj vidite, kako zelo pomembno je, da sadjar izbere pravo kakovost sadike. Za dober uspeh gojitvene oblike visokega, zelo ozkega vretena je ključna sadika, poleg normalno priprave tal in pa mikrolokacije. Se pravi, sadika mora biti obraščena in ona mora ob sajenju že zasedati 70% končnega rodnega volumna. No in tu je nastopila največja težava z znanjem rezi, ki smo ga imeli iz 80-ih let prejšnjega tisočletja, ko smo goste sisteme jablan uvajali, so določeni principi rezi nam spodbujali preveč rast. To pa ni bilo v redu, kajti mi potrebujemo redne pridelke. Največji naš sovražnik je izmenična rodnost, poleg neugodnih vremenskih razmer. No in v teh letih se je z rezjo prišlo do ene zelo pomembne ugotovitve, da dejansko jablane v tem sistemu režemo izključno v času zimskega morovanja. Se pravi, da je to zimska rez, kajti imamo probleme z milimi zimami in poletne rezi so potem povzročile nesorazmerje v razvoju cvetnega nastavka in da je ta zimska rez izvedena ves čas postavitve nasada od začetka do konca rodnosti pravilno. Naši razvitejši sosedje Nemci, predvsem in tudi Francozi, so v 90-ih letih prejšnjega tisočletja prišli do tega, da je pravzaprav največji problem v teh sistemih pretirana rez v star les. Pretirana rez v star les pretirano spodbudi rast in zaradi tega je rodnost manjša. In tako se je v bistvu razvila različica zimske rezi, ročne zimske rezi, ki so jo vsi strokovnjaki v Evropi v tem prostoru poimenovali rez na klik. Rez na klik se pa imenuje zato, ker z malimi škarjami, tako rekoč vso življenjsko dobo nasada opravljaš rez. Male škarje so pa lahko ročne ali pa baterijske, se razume. Ampak princip je ta, da z rezjo na klik mi odstranjujemo samo enoleten les. Tako rekoč vso življenjsko dobo mi prikrajšujemo predvsem enoleten les, prirast. In kaj se zgodi zaradi tega prikrajševanja predvsem samo enoletnega lesa? Da mi vsako leto zaradi tega dobimo najmanj tretjino do polovico več kvalitetnega cvetnega nastavka. Vso življenjsko dobo. In to smo tudi v poskusih potrdili in vidite, v preteklosti, v 80-ih letih prejšnjega tisočletja so se ti ravbari odstranjevali na bazi. In kaj se je zgodilo? Zopet je pognalo najmanj 2 do 3 ravbari iz tistih spečih očes. In veja je bila nerodna. Zdaj pustimo reznike, da oni v letu 2021 dobijo cvetni nastavek. Če pa je mila zima
je pa lahko celo verjetno, da se iz brstov 3., 4. in 5. razvije cvetni brst in imamo lahko celo pridelek. Skratka, te majhne novosti, ki na prvi pogled izgledajo nepomembne, na koncu ob obiranju, ko preštejemo plodove in stehtamo, v povprečju pri vseh sortah na drevo pridelamo najmanj 15 do 20, pa tudi recimo pri sorti Gala 30% večji pridelek. Jabolk odlične kakovosti. Ne more drugače, veš.